A si predstavljate, da v vaši občini ni javnega prometa in avtobusov, ki bi vas odpeljali v službo, otroke v šolo in poskrbeti za vse ostale stvari? Da je v bistvu edini avtobus, ki ga lahko vidite, tisti z japonskimi turisti, ki so prišli občudovati vaš kraj. No, v občini Radlje ob Dravi imajo tako, pa še vedno vse skupaj funkcionira in prebivalci zlahka uredijo vse svoje opravke. Služba in družba torej ne trpita. V moji občini imamo to super rešeno, ker me otroka samo enkrat na teden kličeta, da spet ni bilo avtobusa. Kar je seveda problem, če ima človek takšno službo, da je velik na terenu, ker potem ne moreš vsakič skočiti pa pomagati. No, da v Radljah vse skupaj funkcionira, skrbi 9 takšnih kombijev. Toyota Pro Ace, če se malo pohecam, sicer pa Toyota Pro Ace Verso. In vsi so na elektriko. Glavni povod za ta projekt je nastal pred več kot 11 leti, ko se je v naši občini odvijal projekt osnovnošolcev Župan za en dan. In ena izmed pobud je bila, župan, uredite nam prevoz, da se bomo lahko otroci, ki ne živimo na desnem bregu reke Drave, ki ga povezuje železnica z Mariborom in pa z Ravnami na Koroškem, prepeljali iz Radelj v Vuhred. Drugi povod pa je bil, kako urediti v občini Radlje ob Dravi, vsaj v dolinskem delu, tako imenovan javni potniški promet. Ampak potem zaradi pomanjkanja evropskih sredstev in razpisov za to področje smo to shranili v predal. Tako da šele tretje ali pa pika na i je bilo v zadnjem obdobju podražitve šolskih prevozov, ki so bile tiste, ki so nam pa rekli, tako zdaj pa združimo to idejo in to idejo in to idejo, zložimo skupaj in poglejmo, kaj se da narediti, in tako je nastala fura. Torej, javni potniški promet, če mu lahko tako rečemo, je za vse uporabnike brezplačen in je narejen tako, da je po celi občini med kraji se ga povezuje, traja ena runda, traja 1 uro, stoji na 17 postajališčih in imajo točno določene vozne rede in glede na aplikacijo, ki jo imamo na voljo, se potem prijavite na tisto rundo, ki pač šli, in potem stopite na kombi, vas odpelje do neke želene postaje, ki pač želite. Ja, nekatere znamke so v tem videle potencial in s svojimi vozili lahko pokrijejo takšne potrebe. Ja, to je v bistvu tak večni kompromis pri podjetjih. Zdaj, mi smo se zavedali, da to delamo v skladu z mednarodnimi standardi, kar pomeni, da so vsi podatki zaščiteni, hkrati pa omogočamo v bistvu vnos neke kartice oziroma nekega plačilnega sredstva, če je to potrebno, na dosti preprost način, ker uporabnik res intuitivno to vpiše in se stvar zabeleži. Tako da to. Mislim, aplikacijo bomo zdaj, kot sem rekel, z Univerzo v Mariboru začeli uporabljati. Tu se gre za ta del rešitve, ko je zdaj mogoče ta statična, se pravi, imamo neke začrtane poti. Seveda, kot IT podjetji si želimo to vključiti, to je v naši viziji, in si želimo, da bi v bistvu ta aplikacija postala dinamična, torej da se sproti uči, kaj so najboljše poti in take stvari, in tu na tak način res približa to vsem občanom. Če se malo pohecam, ena bolj odročnih slovenskih občin je tudi prevozno ena najbolj naprednih. Sam pa vidim tukaj še eno stvar, in sicer, da obljube, ki jih ponavadi poslušamo na novinarskih konferencah, niso vedno samo obljube, ker je Toyota že pred nekaj leti rekla, da ne bo več samo proizvajalec vozil, ampak tudi ponudnik mobilnostnih storitev. Tako je, to je sigurno eden steber naših mobilnostnih storitev in naša aktivacija v mobilnost. Ponuditi platformo, ki jo ljudje bodo začeli, upam, da še bolj množično uporabljati, kot jo že uporabljajo danes. V bistvu Toyota Go zdaj deluje v 10 občina je to. Se pravi, so prišle že do te želje, zahteve in tudi realizacije. Res pa je, da do sedaj nobena občina v tem obsegu kot Radlje ob Dravi, kjer je to župan res združil vse vrste prevoza, v enotni prevoz, zagotovil ta sredstva, ki jih so praktično že bila prej v občinskem proračunu, zdaj jih je na nek način optimiziral, jaz upam na dolgi rok bistveno optimiziral, ter dvignil zadovoljstvo občanov. In to zdaj tudi druge občine, tudi tiste, ki že uporabljajo, ali pa tiste, ki še jih imamo v pipelineu, opazujejo. In verjamem, da so za nas Radlje ob Dravi res eden ključnih projektov, ki ga izvajamo. V bistvu, kar je zanimivo, da smo ugotovili, da v večini primerov uporabljamo električne vozila Toyota, in da delujejo. Se pravi, tudi v enem Bovcu, ko vozijo na Mangarsko sedlo, ko me na začetku, ko sem se prvič peljal gor, bilo res straha, tudi dol prijemo, ampak se dol prideš, če greš gor na goro, načelno priješ tudi dol. Skratka, ja, večinoma je res električnih vozil, ni pa to nuja ali obveza, bom rekel.
Za Slovenijo vse čas poslušamo, da ne more imeti uspešnega javnega prometa, ker je preveč razdobljena. Ampak saj vemo, zakaj ga dejansko ne more imeti, ne? Zato, ker premalo kapne v žep vsem tistim, ki se jim ne da delati v bistvu.